Dober dan še iz moje strani. Na kratko bom predstavil nekaj ugotovitev naše raziskave v sklopu projekta, torej ekonomski potencial dolgoživostnih tehnologij v Sloveniji. Začel bom kar s pripravljenostjo za plačilo. Glede na podatke, ki smo jih pridobili za anketo, bi povprečen Slovenec starejši od 15 let mesečno namenil 39,70 € za terapije in učinkovine, ki upočasnjujejo in zavirajo staranje. Vrednost letnega trga dolgoživostnih tehnologij bi tako v Sloveniji znašal 848 milijonov evrov letno. Moramo pa upoštevati, da so pripravljenost za plačilo anketiranci podali brez podrobnejše razlage o tem, kaj sploh so dolgoživostne tehnologije. V primeru, če upoštevamo le odgovore tistih, ki so potrdili, da imajo nekaj predznanja o tehnologijah, ki podaljšujejo življenje, je povprečni znesek, ki bi ga posameznik mesečno namenil, 56,30 €. Če bi torej vsa populacija imela nekaj predznanja, bi bil letni promet vreden 1,2 milijarde evrov, kar je pa 42% več kot pred tem. Te številke bi bile pa gotovo mnogo večje, če bi bili anketiranci seznanjeni z dosedanjimi raziskavami znanstvenikov, še večje pa, ko bodo dolgoživostne tehnologije dokazano delovale na ljudeh. Žal v anketo nismo vključili kratke predstavitve terapij in učinkovin, ki podaljšujejo življenje, da bi ponovno izmerili pripravljenost za plačilo. Smo pa ugotovili, da je pripravljenost za plačilo povezana z dohodki posameznika. Torej tisti z višjim so pripravljeni plačati več za terapije, ki podaljšujejo življenje. Prav tako je pripravljenost za plačilo večja pri moških kot pri ženskah. Torej je gospodarski potencial relativno velik, kot rečeno, pa bi bil lahko bistveno večji z oznanjanjem prebivalstva. Obstaja torej velika priložnost za podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem biomedicinskih terapij in učinkovin, ki podaljšujejo življenje. Skoraj se pričakuje, da bodo te tehnologije predrage za večino ljudi, toda s časom in investicijami v razvoj se bodo verjetno stroški zelo zmanjšali, saj so na primer v farmaciji ponavadi stroški razvoja mnogo večji, kot pa stroški same proizvodnje izdelkov. Ta graf prikazuje pripravljenost mesečnega plačila za terapije, ki podaljšujejo življenje po starostnih skupinah. Z modro je prikazan dejanski znesek, zeleno pa kakšen bi bil, če bi imeli vsi predznanja o dolgoživostnih tehnologijah. Dokaj veliko anketirancev ima interes investiranja v podjetja, ki razvijajo dolgoživostne tehnologije. Na trditev, če bi imel možnost, da bi kupil delnice podjetja oziroma bi kako drugače investiral v podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem biomedicinskih terapij, ki upočasnjujejo in zaustavljajo staranje, je polovica anketirancev odgovorila pritrdilno. Tudi država bi lahko imela interes za tovrstne tehnologije. V Sloveniji imamo eno najstarejših prebivalstev na svetu. SURS je leta 2015 objavil podatke, da naj bi se do leta 2040 delež prebivalcev starejših od 65 let povečal iz sedanjih 20,4 na 28%. Torej se bo povečal delež oskrbovanih ljudi, kar bo močno obremenilo vse zaposlene preko večjih prispevkov. Prav tako bo prišlo do večjih pritiskov na zdravstveno infrastrukturo. Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo v letu 2017 so znašali 8,2% bruto domačega proizvoda Slovenije. Visoki pa so tudi izdatki za oskrbovanje starostnikov. S povečanjem deleža starejših prebivalcev bodo te številke narasle. V primeru uporabe dolgoživostnih tehnologij bi pa ti stroški verjetno močno padli. Manj ljudi bi potrebovalo zdravstveno oskrbo in ljudje bi bili zaradi boljšega zdravja pripravljeni delati dlje. Z vlaganjem in podporo države bi lahko hitreje prišlo do dostopnosti dolgoživostnih tehnologij za vse prebivalstvo. 77% anketirancev si želi, da bi država vlagala v razvoj biomedicinskih terapij, ki bi omogočile daljše in bolj zdravo življenje. V ZDA je bila leta 2016 objavljena študija Dana Goldmana o ekonomskih obljubah zaustavljenega staranja. Ugotovil je, da so možne gospodarske koristi zamude staranja ogromne.
V ZDA bi ob uresničitvi obljub takratnih bioloških modelov za kasneno staranje družbi prineslo $7 bilijonov čiste koristi. Koristi za družbo za zamudo staranja bi se hitro povečevale in bi se razširile na vse prihodnje generacije. Vlaganje v raziskave za zamudo staranja bi po njegovem mnenju moralo postati prednostna naloga. V ZDA podjetja, ki se ukvarjajo z raziskavam staranja, zadnja leta prejemajo velike investicije s strani najbogatejših Američanov, kot so Jeff Bezos in Larry Ellison. Ta graf prikazuje investicije v biotehnološka podjetja v zadnjih letih, vidi se pa močan trend naraščanja investicij v tovrstna podjetja. To je bilo vse z moje strani. Če imate še kakšno vprašanje, ga lahko napišete v chat. Drugače pa je to vse z moje strani. Hvala.